I want to welcome all of you back here again to this Vse vas želim special ponovno event here at the St. Paul pozdraviti Center, na tem the Church posebnem and Nation in dogodku Crisis, v Centru Restoring Svetega All Things Pavla, in Christ. But most Cerkev in especially, narod v I want krizi, to thank Ralph obnavljanje for a vseh stvari v wonderful Kristusu. presentation and also Predvsem an pa se želim amazing zahvaliti book. I Ralfu za really čudovito hope that you not only predstavitev get it in for tudi yourself, neverjetno but knjigo. you get it for other Resnično people too. upam, da se Fellow je ne Catholics, priskrbite really, samo we all zase, need to ampak read tudi The za Church in druge Crisis, ljudi. Prijatelji Pathways Forward. katoličani, And it's a res moramo balanced vsi book in the prebrati sense that knjigo it Cerkev v identifies krizi many in of the poti crises naprej. that To je represent a uravnotežena challenge to knjiga v us, but smislu, da also, opredeljuje as the veliko subtitle kriz, reads, ki so za nas Pathways izziv, Forward, pa it gives tudi, us kot pravi practical podnaslov steps Poti that we naprej, can take daje in nam order to make a praktične difference. napotke, ki This jih has lahko only been out a few upoštevamo, da bi weeks, kaj and spremenili. already it is Knjiga je izšla le pred nekaj tedni in že prebuja tega dremajočega velikana. Katoliške laike. Ja, res sem hvaležen. Dobivam veliko povratnih informacij, že delam veliko intervjujev in ljudje pravijo, zdaj vem, da nisem nor. Zdaj lahko razumem, kaj se dogaja in si lahko zagotovim, da ostajam pozitiven in kako živim naprej svoje življenje, ne da bi me kontaminirala zmeda in kriza, ki nas zares obkroža. Hvaležen sem Bogu, da mi je ta dobra stran COVID-a dala čas, da to naredim. In izjemno delo so pri knjigi opravili Center Svetega Pavla. Ne bi mogel biti bolj zadovoljen, kako ste jo predstavili, olajšali ste branje. Tudi platnice so neverjetne. Nekaj o naslovnici, na kateri je goreča katedrala Notre Dame v Parizu. Je skoraj kot takrat, ko se je to zgodilo. Mar nismo vsi takrat rekli, pa kaj se tukaj dogaja? Kot da je to še nekaj več kot zgolj goreča katedrala. Ja, prav vidni znak nevidne resničnosti, ki je strašljiv. Hočem reči, da je na eni ravni grozljivo, hkrati pa je tudi vznemirljivo na drugi. Lahko zgradimo ponovno. Božji ljudje so bili vedno poklicani, da delajo takšno obnovo. To smo že doživeli. To lahko spet ponovimo. Sem v majhnem odboru za škofovski pododbor za katekizem in tam sem govoril z nekaj ljudmi. Izvršni direktor tam je rekel, Cerkev gori. In to takoj potem, ko smo izbrali naslovnico. Tako sem to resnično vzel kot potrditev. Dejal je, da se bo zapiralo na stotine župnij, COVID resnično finančno zatira cerkev, da se bo zapiralo na stotine šol, da bo več škofij bankrotiralo. Tako smo res v kriznem načinu delovanja, kar začenjajo prepoznavati tudi na najvišjih ravneh. Obstaja majhna zmeda glede tega, kam gremo, kaj počnemo in zato prvih 6 poglavij na začetku knjige govori o krizi. Toda 7 poglavij pa je o tem, kako naprej. Obstajajo poti naprej, vendar moramo realno gledati na probleme, sicer ne bomo dovolj radikalno ukrepali kot kesanje. Če pogledamo 20 let nazaj in na skvarjenost duhovščine, pojavil se je škandal med duhovniki in za mnoge ljudi je bil to velik šok. Takrat smo škandalom Makerek ugotovili, da ni šlo samo za duhovščino, ampak tudi za škofe, nadškofe in celo kardinale. Torej, danes je dan, ko bi moralo biti gotovo poročilo Makerek, zato sumim, da je prišlo do 5., 10., celo 15. kroga. Ne štejem več. Toda očitno, po zasnovi Božje previdnosti, je COVID udaril pred približno 7 meseci in povzročil zaustavitev tako v cerkvi kot v državi in v vseh narodih. Mislim, podprli smo se v solidarnost trpljenja. Ne samo s svojimi kolegi katoličani po vsem svetu, ampak celotno človeštvo se sooča s trpljenjem, kakršnega še nismo videli. In potem spet v zasnovi Božje previdnosti pred tednom dni predsedniške volitve, ki so na toliko načinov pustile narod na cedilu. V redu, nekateri ljudje trdijo določene stvari in vendar obstaja že več kot 300 različnih tožb, ki se šele začenjajo. Bi lahko kaos postal še bolj kaotičen? Ja, vem, danes zjutraj sem ravno bral psalem in piše, čeprav gore padejo, veste, naš Bog je skala, naša stabilnost kot je v Bogu, kaj ne? Amen. In to je vabilo, da poskrbimo, da stojimo na skali in se spomnimo, da je Jezus Kristus isti včeraj in zavedno, da je katoliška cerkev kljub temu, da jo šibijo vetrovi korupcije in zmede. To je cerkev, ki jo je ustanovil Kristus in kam drugam pa lahko gremo. To je prostor, kjer so se besede večnega življenja zvesto prenašale iz roda v rod, do danes v izročilu svetih spisov in katekizma katoliške cerkve. Torej, rad bi rekel, da sem tako hvaležen za Center Svetega Pavla, ki se ukvarja s svetimi spisi. Kot sem rekel v svojem govoru, je to temelj vsega. Če ne verjamemo v zanesljivost, v navdih Svetega pisma,
Le plujemo v morju mojega mnenja in tvojega mnenja. Torej, rad bi se vam le zahvalil za to, kar ste storili, da ste ljudem povrnili zaupanje v navdih in zanesljivost Svetega pisma in njegove genialnosti, njegove nadnaravne genialnosti. Bogu slava, ne nam, Bogu slava. Moram pa tudi priznati, da je ekipa, ki jo je naš Gospod zbral tukaj v centru Svetega Pavla, najbolj neverjetna, polna milosti in vesela ekipa. Zabavamo se skoraj bolj, kot se nam zdi, da bi se smeli. To je Gospodovo veselje. Ja, ko živite v moči Svetega Duha, ko na vas prebiva Božja beseda, jo sporočate z jasnostjo in močjo. Kaj sploh obstaja boljšega od tega? Da, ob tej priložnosti se ti želim zahvaliti ne samo za Renewal Ministries, ki smo jih podpirali v preteklih letih, ampak tudi za tvojo lastno pastoralno preroško službo, kajti že v 80-ih letih, preden sem se leta 1986 spreobrnil, sem bral tvoja gradiva in jih tudi uporabljal. Ko sem postal katolik in nato profesor, mislim, da sem ti povedal zgodbo o knjigi Kriza resnice in kako sem to uporabil pri svojem predavanju krščanske morale. To je prebudilo tega mladega študenta Bruca po imenu Tim Gray, zdaj je ustanovitelj in predsednik Avgustinovega inštituta, pa tudi toliko drugih. S tem materialom sem se hranil leta in se še danes. Že v 70-ih letih si omenil, da je oče Michael Scanlon povedal prerokbo. Je bilo to v Kansas Cityju? Ne vem, kje je bilo. Mislim, da je bilo v Kansasu. Ne vem, kje je bilo. To slišim to okoli frančiškanske univerze. Ko sem leta 1990 prišel na frančiškansko univerzo za prvo leto zaposlitve. Zdaj sem tukaj že 30 let. Se pa spomnim prvega vikenda. Želel sem samo nekako pobegniti od hiše in vseh škatel, ki jih je bilo treba razpakirati in se samo odpeljati na kampus. Videl sem očeta Majka, ki je gostil srednješolsko konferenco in v šotoru, kjer je približno 2000 srednješolcev bilo, in je to očeta Benedikta Grošela, ki je že izgledal star 80 let. Zdaj se zavedam, da je bil verjetno on le v svojih 60 letih. Imel je govor, spodbujal jih je, evangeliziral in nato nenadoma prenehal. Bilo je skoraj nerodno, tak mrtev zrak. In potem je pogledal in rekel: Upam si trditi, da čez 50 let mene ne bo več, ampak večina vseh vas pa bo. Želim pa vam povedati, da čez 50 let vsega, kar jemljemo za samoumevno, verjetno ne bo več. Pravzaprav res ne bo. Kristusova cerkev, katoliška cerkev bo še vedno obstala, toda šla bo skozi preizkušnje in nadaljevala tako približno 4 ali 5 minut. In jaz sem stal zadaj in poslušal. To je bila prva poletna konferenca v Steubenvillu, na kateri sem kdaj bil, in oče Mike me gleda kot, ali obstaja kraj, kjer lahko vznemirimo srednješolske otroke. No ja, mislim, da jim zbudimo občutek lepote evangelija, vendar tudi nujnost zaradi kulturne krize, ki se je šele začela. Stal sem zadaj, poleg pomožnega škofa Austina Vaughna iz New Yorka, junaka, ki je bil prvi šampion v borbi za življenje. On se je nagnil k meni in je rekel: To je pa kar precejšnje sporočilo. Se skoraj zdi preroško, in on je prikimal. Potem sva tam sedela in poslušala preostanek. Mislil sem, to je malo alarmantno, toda zdaj, 30 let kasneje, pa je morda celo nekoliko podcenjeno. Toda 2 ali 3 priče, kot to določa 5. Mojzesova knjiga, tako imate očeta Majka, očeta Benedikta Grošela in dr. Ralfa Martina. In potem ste imeli tudi očeta Josefa Ratzingerja. Ja. Daleč nazaj v poznih 70. in zgodnjih 80. letih, ko nam je govoril o tem izjemnem govoru. Kasneje je bilo to poglavje v eni od njegovih knjig. To je neverjetno preroško. Cerkev ne bo več imela stavb, ne bo več imela javnega vpliva, ne bo več imela številk. Ostali bomo brez teh stvari. Zmanjšali se bomo zgolj ostanek, manjši bomo. Toda iz tega bo prišla bela luč, iz tega bo prišla močna Kristusova priča, iz tega bo prišel nov temelj. Na tem temelju bodo ljudje, ki le lebdijo v tehnološki družbi in so strašansko osamljeni, odkrili v cerkvi svoj dom, za katerega nikoli niso vedeli, da obstaja in po katerim so hrepeneli. Res je izjemno, kaj ne? Torej imate še eno pričo, ki pravi, da čas sodbe in očiščenja in upada prihaja za cerkev. Toda Gospod bo to uporabil za pristno prenovo tistega, kar bo zelo močna priča za Kristusa. Da, tako kot ne obstajata 2 enaki snežinki, tudi 2 obdobji v cerkvi nista enaki. Toda kriza, ki jo na nek način doživljamo, je popolnoma edinstvena. Po drugi strani pa ni neprimerljiva.
Pred kratkim sem bral o Franciji, najstarejši hčeri cerkve. V 80. letih 17. stoletja, ko je kralj dobil vabilo, da bi posvetil Francijo Jezusovemu presvetemu srcu, je ponudbo prihodnje svetnice s spoštovanjem zavrnil. Skoraj natanko stoletje pozneje je bil njegov naslednik obglavljen. In v 90. letih 18. stoletja je najstarejša hči cerkve doživela krizo, za katero nasplošno ne slišimo. Učitelji in zgodovinjarji se nasplošno izogibajo francoski revoluciji. Toda po civilni ustavi je bila za duhovščino zahtevana prisega, ki so jo morali priseči duhovniki, škofi in verniki. Prvo leto je bilo veliko odpora, toda do leta 1791 je približno 60% francoskih duhovnikov priseglo to za prisego zvestobe tej sekularni protikatoliški državi. Papež je to seveda prepovedal in tako so nekateri ponovno premislili, toda kriza, v katero je cerkev vstopala skupaj z narodom, je vodila seveda do vladavine terorja, do papeža Pija VI. In VII., ki jo je Napoleon na silo ugrabil, odpeljal iz Vatikana in prisilil v podpis konkordata. Tako se ozrete na to, pa tudi na pokol v Vendéju in krizo v Flandriji in drugje, kjer je cerkev uspevala. Zdi se, kot da je bila tudi bolj ostro preganjana. In tako gledati na te dogodke in se zavedati, da je bilo svetnikov verjetno na tisoče, če ne na 10.000 ali 100.000, kot zvezd na nebu. To so moški in ženske, ki nas gledajo od zgoraj in molijo za nas. Niso gledalci, ki nas poskušajo prepričati, da se to ne dogaja prvič. Njihovi starejši bratje in sestre so tako veliko vlagali v preizkušnje, ki jih preživljamo. Hkrati pa se tako zavedajo občestva svetnikov in moči molitve ter zlasti darovanja svete maše. Vedno sem prisiljen pripeljati nazaj, pripeljati ljudi do te točke. Slabe novice so neverjetno slabe, slabše od katerega koli mraka, ki bi ga lahko napovedali pred 20, 30, 40, 50 leti. Pa vendar sem prepričan, da dobre novice niso le veliko boljše, kot se zavedamo, ampak so tudi veliko pomembnejše, kot so slabe novice slabe. Popolnoma se strinjam, Scott. Ljudje pravijo, Ralf, poglej, toliko veš o tem, kaj se v cerkvi dogaja, ki ni prav. Ti to ne jemlje poguma, niti najmanj. Veseli me, da je Gospodova roka z nami. Mislim, moč, ki je v nas, je večja od moči sveta. Navdušen sem nad tem, kar Gospod počne, k čemu kliče ljudi. Toda ljudje se morajo odzvati. Ampak veš, kar si pravkar opisal o Franciji, je wow. Vprašanje na zadnjih volitvah. Veliko ljudi reče za življenje. Ubijanje dojenčkov, za to gre. Niti ne maram uporabljati besede splav. Gre za ubijanje dojenčkov. In gre za stranko, ki pravi, da se bodo še bolj zavzemali za ubijanje dojenčkov. Potem pa mislim, da je drugo vprašanje, kateremu ljudje niso posvetili dovolj pozornosti, verska svoboda. Zdaj nekateri ljudje govorijo, da se mora verska svoboda umakniti spolni revoluciji. Verska svoboda se mora umakniti temu, kar opredeljujemo kot sovražni govor. Torej ne vem, zakaj vsak škof v naši državi ni sprožil alarma, rekoč, obstajajo ljudje, ki nam skušajo preprečiti govoriti o evangeliju. In to je eno od resničnih pomembnih vprašanj trenutno na teh volitvah. Glede na to, kako bodo stvari padle, bi lahko bili v popolnoma enakem položaju, kot je bila Francija, ko je nekrščanska vlada prisilila cerkev, da se ji podredi. In naj imamo pogum, da se upremo, če pride do tega. Da, leta 1793 je vladala groza in v cerkvi so se zgodile stvari, ki so dobesedno pustile 10.000, 100.000 mučencev, beguncev in podobno. Vendar je prišlo do iskrice prenove, vendar se Francija ni nikoli vrnila. In tako se obnašati, kot da Amerika tega ni nikoli izkusila. Noben drug narod ni šel skozi to. Druga misel, ki jo tudi imam, je, da je bila Francija najstarejša hči cerkve. Če gremo nazaj do Karla Velikega leta 800, imate približno 1000 let velike zapuščine duhovnega življenja. Svetniki in samostani, da, neverjetno. Mislim, da je Amerika zagotovo postkrščanska, ampak predkatoliška. Katoličani so prišli in odkrili. Kolumb se je naselil v San Agostinu na Floridi in marsikje na zahodni obali. Toda v resnici smo nekakšen edinstven politični eksperiment. Smo prva država, ki je bila ustanovljena pod splošno protestantskimi pogoji. To pravim kot nekdani protestant, ki je zdaj bolj hvaležen za svojo evangeličansko formacijo kot takrat, ko sem bil posvečen v presbiterijanskega duhovnika.
Toda tudi kot prezbiterijanski duhovnik sem se zavedal dejstva, da so bile vse te druge države v Evropi, ki so bile protestantske, prej katoliške. Medtem, ko smo bili mi protestantski, tu mislim vsi ustanovni očetje, različne denominacije in te vrste stvari. Dejstvo je, da katoliška vera še nikoli ni bila sproščena z vrvice. To se ne bo zgodilo ločeno od preganjanja. Prepričan sem, da bo Bog naše sovražnike v določenem smislu lahko uporabil za naše poučevanje. Kajti katoličani v Ameriki so se že generacije nekako naučili živeti in pustiti živeti. Sprejemati, da bi se razumeli in take stvari. Tako smo si želeli biti sprejeti, tako navdušeni, ko je bil katolik izvoljen na politično funkcijo, čeprav kakorkoli že. Mislim, samo želeli smo se prilagoditi. Ko sem bil na univerzi Notre Dame, je bil naš glavni cilj biti katoliški Harvard. In res smo trdo delali in poudarjali vero, najemali zaposlene, ki niso bili katoličani. In vse te vrste stvari, kar je lepo videti tudi na frančiškanski univerzi. Upam, da res izpolnjuje svoj namen. Ko se ozreš nazaj na očeta Hesburga in tista nedavna knjiga od očeta Campbella, želel je ustanoviti veliko katoliško univerzo. Namesto tega je ustanovil veliko univerzo. V procesu je izgubila svojo katoliško identiteto. In mislim, da to institucionalno resnično velja, razen nekaj izjem, kot je politik Al Smith, ki je resnično živel vero na živahen način. Večina katoliških politikov so bili ameriški katoličani, ki so imeli približno 9 delov ameriških, en del pa katoliških. In to vidimo tudi pri tem izvoljenem predsedniku. Toda spoznanje, da bi si morali prizadevati za evangelizacijo te naše države, dokler obstaja, ne glede na to, v kateri državi živimo, ne glede na mesto ali kraj, sosesko, župnijo, resnično obstaja smisel, v katerem, kot rad rečem, ni niti kvadratnega centimetra tega planeta, na katerega Jezus ne bi pokazal in rekel, moj. Veste, ni niti ene osebe, na katero ne bi pokazal in rekel, kupil sem te. In prav tako velja za države in narode. Knjiga Razodetja pravi, da prihaja dan, ko bodo kraljestva tega sveta postala Kristusova kraljestva in Božja kraljestva. Gospod bo izterjal vsako posamezno ozemlje. Tisti, ki se bodo upirali Gospodu v vladavini, bodo pregnani iz kraljestva. Ampak veš, ko si omenil francoskega kralja in njegov odgovor, svetnici Marjeti Mariji Alacoque, me je to spomnilo, ali pa me je Sveti Duh spomnil, kar je Marija rekla Luciji v poznejšem prikazanju o posvetitvi. Da je prosila, da bo Rusija posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu in Lucija je vprašala, če se bo to zgodilo. In Marija je rekla, da se bo zgodilo, vendar bo pozno, tako kot pri francoskem kralju. To je pretresljiva povezava s tem, kar si pravkar opisal. Naša gospa ima dober spomin in zelo sočutno srce. In tudi ona, tako kot Bog, spoštuje našo svobodo, tudi ko jo zlorabljamo. Da je naredila vzporednico s francoskim kraljem, ki se ni odzval pravočasno. Wow. In se obnašati, kot da je Rusija za našo državo še vedno glavni sovražnik, čeprav v resnici tipa in se spotika, vendar na neki ravni poskuša ponovno odkriti svoj duhovni jezik. Da, in pravoslavje, veste, osnovno katoliško moralo branijo bolje kot katoliške in protestantske države. Lahko bi rekli, da to iz političnih razlogov, mi je vseeno, zakaj gre, ampak dejansko je na pretresljivo presenetljiv način priča morale o zakonu in družini ter spolni morali. Še eno presenečenje Svetega Duha. Spreobrnitev Rusije je nekaj, na kar se sklicuje naša gospa iz Fatime, zato obstaja tudi upanje, ker mislim, da res pogosto naš Gospod rad dela nemogoče. In še posebej, če ni nekega odbora, ki bi si lahko lastil zasluge. Ja, ima svoja pota, ki pa niso naša. Tako bi lahko pričakovali nekaj čudovitih presenečenj, nekaj zahtevnih stvari, nekaj groznih stvari, ampak nekaj čudovitih božjih del. Čudovitih priložnosti za vse, ki so v sozvočju z njim. Torej, če želite, da stvari nekako ostanejo, kot so, tega ne preberite. Če pa želite videti preobrazbo v svojem življenju, v svojem zakonu, v svoji družini, župniji, mestu, državi, vas vse pozivam, da preberete knjigo Cerkev v krizi in poti naprej. Prav tako bom v nekaj minutah spregovoril o knjigi, ki je prav danes išla z naslovom Spodobi se in pravično je. Zakaj je prihodnja civilizacija odvisna od pristne religije? Tudi to prihaja z založbe Emmaus Road.
Vendar se vam želim zahvaliti za vaš čas, hkrati pa vas spodbujam, da ostanete z nami, saj bom v kratkem imel predstavitev, ki temelji na tej popolnoma novi knjigi. Spodobi se in pravično je. Torej, Bog vas blagoslovi in takoj se vrnemo.